Po sprehodu skozi vrt Čutilj je težko opisati občutke, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni vsak dan. Po poligonu smo se sprehodili s palico in vodičko, prepoznavali smo različne podlage in druge ovire na naši poti. Kako je nastal vrt Čutilj in komu je v bistvu namenjen? Vrt Čutilj je namenjen tako slepim in slabovidnim, kot tudi vsem videčim, kajti slepi in slabovidni lahko najdejo na tem vrtu poligon za vaje, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju, da so čim bolj učinkoviti v vsakdanjem življenju. Za nas, ki pa smo večinska populacija, za nas, recimo, ki nimamo težave z vidom, je pa seveda pomembno, da lahko vidimo, koliko je ljudi med nami, ki imajo posebne potrebe. Istočasno je pa tudi fajn ta vrt za nas, da se zavedamo, kako težko je biti v mraku, v temi in koliko je enih spretnosti je potrebnih, da nekako izpadeš tako kot vsi ostali, da si skoncentriran tako, da se pravzaprav na cesti praktično ne vidi, da imaš kakršnekoli težave z vidom. Tale del, na katerem smo, je v bistvu zaprti del, ker tukaj ni mogoče, da slepa oseba hodi ali pa tudi nekdo, ki ima zavezane oči brez inštruktorja. Je prenevarno. Te ovire lahko učitelj potem sam postavlja nekomu, ki je že napredoval, da sam najde, naprimer, tamle je tistale kolesarska zadeva, potem so neki hlodi, to so stvari, ki jih lahko v vsakdanjem življenju pač srečaš. To je simulacija dejanskega življenja, tudi vse te različne teksture, te ovire, ki jih vidite, to so dejanske stvari, ki jih v življenju jasno slepa in slabovidna oseba vidi. Splošna ocena je, da z integracijo in inkluzijo zelo dobro napredujemo v Sloveniji. Seveda so nekatere težave, ko gre za take centre in zavode, kot je tale, to za slepe in slabovidne, so gotovo centri, kjer imajo znanja za to, kako otroke, ki ne vidijo, naučiti orientacije, Braillove pisave in tistih spoznanj, ki so nujna za to, da lahko čim bolj normalno funkcionirajo tudi v vladajočih okoljih. Tudi ko se spustimo na teren teh, ki ne vidijo, imamo vendarle za sabo izkušnjo vida, globinskih predstav, barv, predstav o tem, kam pravzaprav gremo, kljub temu, da si zatisnemo oči, tako da to ni primerljivo. Ampak je to čisto en drugačen svet, ki mu je treba priznati neko realnost. Izgradnja vrta je znašala približno 375.000 evrov, sredstva za vrt pa so v okviru širšega projekta Center za pomoč slepim in slabovidnim prispevali Norveška, Zveza Lions klubov Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.